prositi. Potem pa, ko je bil konc, je bilo treba pa to še pospraviti. Veste, in to je velik plus pri vas, ko pravzaprav pridem pa tole predavam pa grem. Veste, to se ne da povedati, če tega ne veš. No, zato se vedno zahvalim za organizacijo. To ni enostavno. No, danes sem se namenil, da bomo govorili predvsem v tem trenutku, tako kot vedno. Zdaj, če ima kakšen predlog, da bi mogoče kaj drugega poudarili. Ne pove, koliko vas je pa čisto novih? Ena? Dve, ja. Tri. Veste, za te je treba pač en uvod narediti, da boste vedeli, za kaj gre. Starejši člani so te malo dolgo časa, ampak tako je. To je nujno zlo. Če hočemo priti v ta trenutek, v zdaj, je potrebno najprej vedeti, kaj je to. Parola zdaj in tukaj, to je vsem na jeziku, ampak zdaj in tukaj ni kar tako. Če hočemo priti v zdaj, je potrebno priti tako, da gremo preko dihanja. Ker dihanje je odraslo. Ko pridemo na svet, ko zadeka dojenček. Pravimo, da je že zadihal. Ko se pa poslovimo, je pa konc dihanja. Vmes je pa vse, kaj se dogaja. Največkrat je tako. Če pridemo do take bolezni, da nas res pesti, da je oteženo dihanje, takrat se ga pa zavemo. Ampak skozi dihanje pravzaprav začutimo lahko tudi lastno energijo. Kako vdihnemo, kako gre zrak not, kako gre skozi sapnik, v pljuča do prepone in potem nazaj. In s tem, ko mi prešaltamo, da začnemo opazovati, kaj čutimo, smo že v temu, da prekinemo misel. Če smo v mislih, smo v času. Smo že v času. Čim nekaj premišljujemo, smo že planiramo, to je že toliko in toliko časa, to je toliko in toliko sekund, to je toliko in toliko minut, to je toliko in toliko ur. V času je samo mišljenje. Drugače smo pa skozi v trenutku. Skozi smo v zdaj. Ampak, da pa mi prepričamo možgane, da smo v zdaj, moramo preklopiti v čutenje. To se pravi, kaj čutim, ko vdihnem, kaj čutim, ko vdihnem. To je tehnika, da pridem v ta trenutek. In to, Edgar tole krasen govori, vsi jogi indijski imajo te zadeve. Veste, ker če obvladaš ta trenutek, da obvladaš točko, potem šele lahko gradiš naprej na višje tehnike meditacije oziroma na višje stopnje joge. Dokler pa tega ne obvladaš, pa misliš, ja, se zastopam, ja, zastopaš že, samo izvedel ne boš. Tega izvedel ne boš. Zaradi tega je tako pomemben. Tisto, ko preberete, ko enkrat usvojite knjigo, da jo preberete, še ni rečeno, da to veste. Vedenje dobite takrat, ko imate prakso. Če ni prakse, ni nič. Jaz velikokrat povem, ker sem bil v puberteti, sem prebral vse knjige o seksu, kar se je to. In smo imeli take strokovne debate okrog seksa, da je bilo čudno.
To smo se pubertetniki pogovarjali, ampak dokler nisem šel z žensko, nisem vedel, kaj to je. To je izkustvo. To je izkustvo. Ne pomaga ti, da ti prebereš 100 knjig. Kakšen prebere zdaj? Ja, krasna stvar. Sem je osvojil, veste, to sem jaz prečital, vem. Ne? Vem tudi, kaj je bit, ne? Vem tudi, kaj je življenje, ampak lastnega izkustva pa nima. Dokler ne začnete trenirati. Tole si malo pogledajte, ko ste prvič. Namreč Eckhart tole te stvari zelo lepo opisal. On je bil klošar. Samo fakultetno izobrazbo, samo je toliko nizko padel v materialu, da je pač klošaril. In ko je klošaril, je bil srečen. Kako si ti srečen, pa se nič nimaš? Ja, jaz imam zadovoljstvo v sebi, jaz imam srečo. Dober, ampak kako pa ti imaš srečo? Daj ti to malo povej, kako to je. Meni se je namenil in je knjigo napisal, zdaj je izdal že veliko knjig. Ampak, veste, te stvari se da opisati, ampak se pravi, dokler ne trenirate, ne veste pravzaprav, zakaj gre. Možgani sicer to sprejmejo, ok, to sem absolviral, ne. To je tako kot enačba ali pa kot en aksiom, ampak to ni zadost. To ni zadost. Ko enkrat osvojite točko, oziroma ko dihate, ko pijete v trenutek, ko ste v trenutku, lahko dobite ta mir v sebi. Mir in zadovoljstvo. In dokler pa tega izkustva nimate, ne morete niti govoriti o ljubezni, ker ljubezen, čista ljubezen je samo v nas. In če jo nimamo, jo ne moramo podariti. No, sem rekel čista ljubezen. Čista ljubezen je največkrat tudi samo na ustih. Ali pa govorimo o čisti ljubezni. Veste, jaz sem enkrat sanjal, pa sem rekel, da dobro, pa kaj je to čista ljubezen? Prav, tako kot mati do lastnega otroka, tako ti do vseh. Ja, do otroka že, ampak do vseh ostalih ne, je pa malo težje. Je pa to težje sprejeti. In dokler nimamo te energije vse, dokler tega ne čutimo, ne moramo to podeliti. Od partnerja bi rad ne vem kaj, pričakujemo ljubezen. Se ne more da, če nima. Potem se gremo pa egoiste, kdo bo koga nadvodelil. In to je pravzaprav nedajanje. Namesto, da bi se imeli rad, da bi se ljubili, da bi spoštovali drugega, da bi vedeli, da je to prilika, ko lahko doživimo nekaj o partnerju, se pa z njemu začnemo boriti. In smo tam, ko ni muh. No, mečkane voda sem naredil, jaz bom kar šel na prvo stopnjo, to se pravi, gremo na dihanje. Dihanje, tako kot sem rekel, vdih, izdih. In sicer kole se bomo sprostili v širino ramen damo roke damo takole, da se sprostimo in ne bomo dolgo tole dihali,
To je toliko, da boste videli, kako ta zadeva gre. Dobro se je, če potem doma potrenirate. Pa tole knjigo si preberete, pa bo. Zapremo oči. Zategnemo noge, nožne mišice in sprostimo. Zategnemo trebušne mišice in sprostimo. Zategnemo prsni koš in sprostimo. Zategnemo roke in sprostimo. Zategnemo vrat in sprostimo. Zategnemo obrazne mišice in sprostimo. Smo popolnoma sproščeni. Vdihnemo in izdihnemo. Vdihnemo tako, da opazujemo, kako gre zrak not, kaj čutimo, ko gre skozi satnik, kaj čutimo, ko pride v pljuča in ko pride do prepone. Nič se ne trudimo, da bi bilo dihanje močnejše. Samo opazujemo, kaj čutimo pri vdihu in kaj pri izdihu. Smo popolnoma sproščeni, opazujemo vdih, kaj čutimo, in izdih. Počas odpremo oči. Ko ste na nov, ste čutili, da šlo? Da. Pa tukaj ste čutili, v redu? Ja. Okay. No, to doma potrenirajte in ko ste v temu, da opazujete vdih izdih, izklopite možgane, ker ste v čutenju. In ste že v trenutku. To trenirajte na začetku vsaj 2 minute na dan. Potem pridite na 10. Tako da to stvar utrdite. Ko boste enkrat to lahko, gremo na opazovanje misli. Ko enkrat opazovalca toliko zdresirate, da ste sposoben opazovati vdih izdih, lahko se temu opazovalcem opazujete tudi, kaj premišljujete. To se pravi, kdo je ta, ko lahko opazuje moje misli? Moj notranji jaz, moj pravi jaz opazuje lahko možgane, kaj premišljujejo. In ko enkrat lahko to opazuje, je to že višja stopnja. To se pravi, se zavem, da možgani, da misel ni tisto, kar je primarno. Misel je samo naše orodje.
Mi pa zagovarjamo misel, kot da smo to mi. To nismo mi. To nisem jaz. To je samo moje orodje. In ne viseti na misli, v te misli, tole more obveljati. To je vaš ego. To je vaš ego. In ta vas pravzaprav vodi skozi življenje in vas suka, da imate te probleme, kot jih pač imamo, več ali manj vsi. Potem gremo naprej. Ko enkrat misel lahko opazujemo, misel zgine, ker ne zdrži našega opazovanja. Gre. In zato je to zelo pomemben, tisti, ko vas mučijo misli po noči, a ne se prikrade misel. Zdaj pa ta misel tukaj, ne. Opazujte jo in bo šla. To je čiste nastave. Te, ko ste v depresijah, ne, pa se obvladujejo misli. Takrat je obup, takrat se ne da. Ampak če te pretrenirate, boste zadost močni, da boste tudi takrat, ko vas bojo misli napadle, boste lahko to prešli. Boste lahko te misli odklonili. Ne da se jih pa tako, da jo ti odrineš, takoj prileti nazaj. Samo z opazovanjem. No in ko enkrat to opazujemo, eno misel, drugo, tretjo, četrto, peto, deseto, se počas misli nehajo toliko na gosto bombardirati naše možgane. A veste, misli niso naše. Mi smo sprejemnik. Bog je tudi ti je poslal, ti pa misliš, da si to ti genialc, kako si dobro misel dobil. A veste, ko so izumljali razni izumitelji, so vsi naenkrat, eden je na enem koncu sveta, drug na drugem koncu, pa sta oba naenkrat dobila. Isto. To se pravi, je v astralu. Samo ti si sprejemnik, ki si to sprejel. To sem pa jaz. Ja, seveda si. Seveda si, ampak misel je tukaj. In čim eno misel vi sprošte, veste, da je to že tukaj. Je že v astralu. Ne boste tako skrivili, da se to ne bi dali. Jasnovidci, pa tisti, ko so zdrzirani, vam bojo točno povedali, da ste to misel imeli in da ste imeli tak in tak način. Misli niso naše. Misli so zato, da nas obvladujejo. Ko se enkrat rešite misli, lahko resnično počivate. No, zdaj bom prišel pa na drugo knjigo, ne. To je pa tale, to je pa proces prisotnosti. Jaz vam jo ne propagiram, ker je zelo težka. Je zelo težka. Tako da tukaj pokasirate vse. Tisto, kar ste kdaj potisnili, tisto pride vse na površje. Ampak ima pa ena prednost. To, da povežete otroka v sebi, ko ste ga zatrli, do 7. leta z vzgojo staršev, to smo ga vsi pokasirali, ta otrok je iskal čisto ljubezen. Starši so dali ljubezen, kolikor so jo lahko dali, kolikor so jo podedovali od svojih staršev. Ampak to ni tisto, kar je otrok hotel. On ni dobil čiste ljubezen. In ker je bil nepriden in je ubogal starše, je čisto stvar odrinil. In te stvari smo pozabili. Ampak te stvari so še vedno v nas. To se nam odraža preko vedenja ali pa preko bolezni. Ta energija seka skozi celo življenje ven. Celo življenje hoče to
da bomo ja vedeli, da je ona tukaj. In ta nas uči povezati to otroško energijo z odraslo energijo. In če to uspe, da tole trenirate, povežete to in to energijo sprostite. Ker je ta energija ujeta. Zato mi rečemo, nimam energije. Ko to povežeš, energijo sprostiš. Sprostiš pa vse tiste stvari, ko jih zdaj obvladuješ z mozgom, z zdravili, z tako in drugačno tehniko. Vsi imamo kontrolo nad boleznijo, nad vedenjem. Vsi imamo to, da obvladujemo stvari. Ko pa tole začnete trenirati, začnete to sproščati. Ni vedno prijetno. Je pa, če boste pa to trenirali, pa ne naredite samo za sebe, ampak naredite tudi za svoje otroke. Če mi prekinemo to tradicijo, ko smo podedovali od staršev, oni so jih od svojih staršev, to se kar vleče, to se vleče. Če mi to presekamo, ne bomo teh vzorčkov prenesli na svoje otroke. Bomo odprti in bomo lahko res dali tisto, kar otrok rabi in želi. To tudi lahko pogledate, to je Michael Brown, proces prisotnosti. Koliko vam se je pa to knjigo prebrali? Bravo. Dajte vi široko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, prima. Koliko vas je pa kaj trenirali to? Samo na začetku. Kje si? Koliko si? Enkrat si šel skozi? Bravo. Je še kdo iz Izole? Ja, vem, ti si 4-krat. Je še kdo kaj treniral? Ne. No, enkrat skozi je že kar zelo veliko. To je 10 tednov treninga. Zjutraj 15 minut, zvečer 15 minut. V 7. tednu se pa treba kopati, da dobite občutek, kako je bilo v maternici. Kako ste se počutili. Ker otrok v maternici tudi čuti. Posebej čuti negativne misli, če ni zaželen. To otrok čuti. Otrok ve, da ni zaželen. In to je travma. No, vsi, ko ste saj prebrali, je že to kar nekaj. Že prebrati je težko. Reče, ja, imam eno prijateljico na raka. In sem rekel, si že prebrala? Prav, veš kaj, zdaj ne moram pa jaz ko v vrtu pospraviti, ampak ko bom pa vrt pospravila, sem pa ljutila. In spet mi telefonira, spet se pogovarjava. Sem rekel, kaj pa knjigo si že kaj odprla? Veš kaj, zdaj pa ne morem, ker moram pa omaro pospraviti. Jaz imam toliko predalov nepospravljenih in ko bom tole pospravila, tole omaro, bom pa začela. Pa sem se spet pogovarjala, tako čez par mesecev sem pa s njim omaro že pospravila, ne. Prav, sem pospravila, veš, ampak res, veš kaj, ne morem, ne. Veste, tisti, ko čutite, da to ne morete, ne silite to. Ker boste začutili, da ne gre, puste, ni treba. No, za vas imam pripravljeno še eno knjigo, to sem tudi njej povedal, to je od
Mirit Omrzel, to je doktorica. To je doktorica za glasbo in sicer dobite jo v knjižnici. Dobite jo v knjižnici, lahko je pa tudi kupite. Tole je že druga knjiga. Tole je že druga knjiga, je pa tudi prva. No, tole je pa prva knjiga. Tole je pa prva knjiga. Ona govori, da pride skozi glasbo v stanje, ko pravzaprav dobi stik z bitjo. Preko glasbe se da prideti do tako kot z dihanjem. Z dihanjem pridemo v trenutek, odstranimo misli, to se pravi, ko izločimo misli, in preko glasbe se tudi da. Se da pride, zadnjič, ko smo imeli, zadnjikrat ste slišali gonge. In gongi, to je močna zadeva. To vas res razruka v bit, vsako celico. Jaz sem tole prečital in sem rekel, to bi bilo pa dobro, ker govori noter o Indijancih. Veste, ona je najprej raziskovala slovensko glasbo. In je tukaj res, jaz sem jo enkrat poslušal, ko je prišla Jazz Mohino v Ljubljano, ona je bila planojetka. A vsi veste, kaj je to? Da. Ok. A kdo ne ve? Jaz nisem slišala. Planojetka. Samo diha in se s tem hrani. No, jaz sem šel tisto Jazz Mohino poslušati, to sem že enkrat povedal. Takrat sem jaz šel 45 dni posta in sem šel Jazz Mohino poslušati in je govorila, da je 11 let ona že ne, sem rekel, manj nekaj sklepa. To je res težko. A veste, jaz takrat nisem to vedel. Potem sem pa čez leta zopet prišla in sem jo šel še enkrat poslušati. Sem pa že malo spremenil mišljenje. In tale gospa je takrat igrala in pela, ko Jazz Mohino prišla. Jaz sem jo videl in je zelo lepo pela. Pa res lepo poje. Vse to je tako, kot bi poslušal eno baročno, lepo glasbo. Tako je pela. Pa sem pa knjigo videl, sem rekel, ja, se to je pa ta ženska, ko je tam je takrat pela. Pa ona že 11 let ne. Mislim, to ne more biti. Ko sem šel pa čitati to knjigo, veste, je pa tako napisano, da se čuti, da je to res. Ona vam pove, kaj je doživljala. Pove, kakšne muke je trpela, kako je to težko. Ampak tako kot, recimo, če en lahko, tudi še kakšen lahko, ali pa lahko vsi, če imamo dovolj koreže. Ta knjiga je pa še hujša kot ta. Ta vas samo razbremeni, da dobite to energijo. Tukaj pa energijo od energije enostavno živite. Ona diha in ker je vzdih energija, ona od tega živi. Je pa je podmala cel svet, zato je prišla tudi k Indijancem. Oni imajo še tisto prvinsko glasbo, to se pravi bobni, piščalke. In spravijo mlade fante, ko grejo v moškost, plešejo 5 dni in je to pravzaprav iniciacija za odraslost Indijanci. Mi smo jih imeli sicer za divjake, pa še marsikdo je
jih ima, sam oni izredno naštudijo. To se pravi, Pomrzelova je šla tja, vse to je videla, opisala, Indijanci so jo sprejeli, Vrači je posod sprejeli po celem svetu in je te stvari opisala. Šla je en trening, ne, ko pravzaprav jaz sem bral Rasputina, Sveti Satan, je kdo čital to? Ni, dobro. Rasputin je bil izredno dober hipnotizer in zdravilc. To je bil v carski Rusiji in je carskega sina zdravil. Zato je bil priljubljen na dvoru. In da je pa to dosegel, je bil pa zaprt v eni kleti več tednov in je tulil noter. Tulil je od muke. Kaj pa ven prišel, je bil pa sposoben zdraviti, je bil sposoben dobiti karkoli je hotel. In zato Mrzelova kot tole razlaga, da je bila en teden brez pijače, brez jedi in vrten. Se je pa to isto, kar Razput. Je pa rekla, da je to tako hudo, ko je to opisvala, ne. Se je rekel, to je pa res, to je pa huda, ne. Preberite si to, mogoče bo koga kaj zamikal. Mogoče bo koga zamikal. Mene mika, ampak veste kako, če bi je 10 let mlajne, bi se mogoče lotil. Mogoče. Veste, Slovenci pravimo, ta ima pa jajca. Tale Mirit jih ima. Ona je res enkratna. To je proces prisotnosti, je huda, ampak se jo da zdržati. To je, ona gre zdaj četrtič. Jaz sem šel tudi četrtič, pa verjetno bom šel še petič. Tako da, to se da. Ni pa enostavno, to vam pa povem. To ima en stavnik noter. To je samo za najbolj pogumne med pogumnimi. To ni trening za ljudi, ko se boji. Poslušajte, pa se strah je res primarna zadeva. Ampak, a mislite, da bomo kar prišli brez strahu? Se strah je skozi prisoten. Ampak več kot umrt, te več ne bomo dosegli, ne? Umrli, da bomo umrli, te pa čist siguren, tako kot smo se rodili, tako bomo umrli. Sam ne se tega bati. Vmes, smo pa zato tukaj, da ta izkustva lahko probamo, lahko nekaj napredujemo, zato se tudi mi tukaj dobivamo. A veste, to, če pridete samo poslušati, ni nič. Če ne boste trenirali, če ne boste delali na sebi, vse zastanete. Če pa eno nekaj dopovemo, da me bo en slišal, nisem hotel izpod. In vi, kot sem videl v prvi anketi, 11 vas je dosegel točko. A veste, to moram reči, da sem zadovoljen iz skupino in z vami. Da ste toliko vložili, da ste lahko prišli do tega. Bo še kdo?
Veste, točka ni tako enostavna zadeva. Jaz sem leta 85 to treniral po Slavinskem, pa sem rekel, no vse to je kar dobro, ne, to sem zdaj usvojil, ko sem 3 minute držal, ne. Sem rekel, to pa zdaj že nekje. Ampak nisem vedel, kaj pa s to točko zdaj početi. Veste, Slavinski je tam razlagal razne magične zadeve, jaz to nisem hotel vedeti. Ampak, ker sem se pa trudil tam kar ene 8-9 mesecev, da sem prišel do točke, pa nisem hotel spustiti. Sem rekel, bom treniral. In ko je prišla Kitajka v Ljubljano, ko je zdravila. A veste, to nas je bilo v dvorani tam v kino Šiška tudi po 400. In jaz nisem glih, meni se ni zdela tako, ne vem kaj, ampak je rekla, prav, zaprite oči, bodite brez misli, pojdite v točko, jaz sem šel v točko in sem začutil, kako me takole boža. Pa sem rekel, se to ne pa ni tako, v redu, ne. Potem, drug dan sem šel, sem je pa takole čez usedla, pa s prsi se je naslonila. Sem rekel, kaj pa je zdaj to, ne. Veste, ko sem prišel domov, jaz sem prej spuščal vodo, ko se prav prositi. Tako močno sem že spuščal vodo, da sem si takole krpico dajal, da ni bil madež. Ko sem prišel pa domov od Kitajke, ko sem bil 2-krat tam, sem bil suh. Pa to ni mogoče. Kako? Od takrat naprej, to je bilo leta 90, je še vedno rekel. Zakaj? Zato, ker sem obvladal točko. Zdaj se mi je pa to obrestovalo. Tako se bo pa vam. Če boste obvladali točko, boste sposoben sprejemati tudi višje tehnike. Če pa tega ne boste obvladali, lahko poslušate vid ne vem kakšnega jogina. Ne vem, kam greste lahko, da boste kaj s tem kaj prijeli. Nič ne bo. Ko boste obvladali točko, ste sposoben dojemati. Ste sposoben to višjo tehniko dojeti. Pa ne samo eno, tudi druge. Zato se to izredno splača. Tako, to je o točki. Kar se pa tiče dihanja, kar se pa tiče gospe Omerzelove, njene tehnike, a veste, to so res mejne stvari in lotiti se tega, morate vedeti, da se mora telo pripravljati na to, da lahko tako tehniko sprejme. Ker to ni enostavno. Najprej je potreben jeti na surovo hrano, na vegetarijanstvo, potem pa na surovo hrano. In vsaj leto dni je treba biti na surovi hrani, da vidite, če vam telo to sprejema, potem greste šele lahko naprej. Pa še potem je potreben izreden pogum in tudi izredna volja, da lahko to doseže, kar je Omerzelova dosegla. Jaz moram reči, da jo občudujem. To je res taka ženska, da smo lahko Slovenci na njo ponosni, tako kot smo bili ponosni, kaj ste, ne samo na smučarje, ampak na skakalce. Da je šla v višino, da lahko
samo diha in živi. Ob vodi. Veste, preberite knjige, pa bodite pa tudi korežni. Bodite korežni. Ne reči, to pa jaz ne morem. Ne se omejevati, to pa jaz ne zmorem. Vse zmoremo. Vse se da. Samo treba je imeti voljo in moč do življenja. In ko to enkrat zmorete, te problemi, ki vas starijo, odpadejo. Vi se borite sami s sabo. In to je tisto, kar je pravzaprav najmočnejše. Jaz lahko tam, kaj ste, se z eno spopadam, ali v jeziku, ali v pameti, ali gršak igramo, ali karkoli, ampak premagati sebe, to je pa težava. Tukaj je pa težko. To moraš se pa zbrati, pa odločiti, pa tisto stvar držati. Veste, jaz sem naredil par korakov, to sem vam že verjetno tudi razlagal. Ko sem bil mlajši, sem pil. In sem rekel, to bom jaz odpravil. Ko sem prišel domov, sem bil zmeri sam na sebe jezen. Spet sem pil. Spet nisem se obvladal. Spet sem tam počel stvari, ki jih v treznem stanju ne bi. Sem rekel, to jaz ne bom delal. In sem zvečer sklenil, da ne bom delal, drugi dan sem srečal družbo, pa smo bili spet pijani. Tako je bilo. Dokler nisem bil enkrat toliko bolan, da sem žolč bruhal. Pa sem rekel, zdaj pa tega dost. Jaz ne bom spil nič več. In sem nehal piti. 7 let sem držal, potem sem pa rekel, ja, pa zdaj sem pa star 40 let, ja, pa če grem v družbo, pa zmeri sem rekel, jaz to pa ne bom samo kavico. Veste, družba te takoj te malo izločne. Sem rekel, 2 deci sem spil to, da ne bom bil. Ja, to sem se jaz boril, da bom samo 2 deci spil 3 leta. Ne da se. Ne da se spiti samo 2 deci. A 2 deci si spil. Otroka sem dobil, ti pa ne boš nazdravil z mano. Ali pa to so sami taki hudi izgovori. In sem bil spet na istem kot prej. To se pravi recidiva. Sem rekel, to mene ne bo sukaj. In sem nehal. Zdaj je od tega 33 let. Ne spijem piva, nič. In vedno vem, kaj delam, in sem na sebe ponosen, ker nisem imel nobenega rugla ali pa kaj koga, da bi me zdravil ali pa karkoli naredil. Če vi sklenete, to bom naredil, se tistega drž. Ne glede, koliko si globok. Ne glede, koliko si globok. To zmoreš. Lahko vsi govorijo, ga bomo potegnili. Če on nima vole, ga ne boste potegnili. On bo pil naprej. Isto pa s cigareta. Jaz sem kadil 4 pakelčke. Pa sem zvečer prišel domov, pa sem rekel, stran vrgel, ne, pa smrtim, ne bom. Pa spet, drug dan sem prišel v službo, pa šef prižgal. Sem rekel, Franca, dejčik. A prav, a spet nimaš? Ja, ne nimam, dej. No, in tako je šlo toliko časa, dokler nisem res pri sebi rekel, ne bom več. Jaz vam zato to govorim, ker do sebe je zelo
težko biti močen. Kaj popustiš, pa se bo. A veste, recimo, jaz sem bil že na surovi hrani. Ampak, veste kako? Je pa to dobra kuhana hrana. Veste, koliko je potem to sladko, kad to poješ, kad to okusiš. Ja, nisem spustil, ne. Mesa ne jem. Dobro, mesa ne jem, evo, sem vegetarijanc. Ampak, jaz imam strašno rad krimšnite. To so toliko dobre, to se kar topi v ustih, ne. A veste, pa tortice, pa palačinke. To je ena najboljših jedi, ne. A veste, in seveda pa to vse pa palačinke, no pa palačinke. Potem sem pa čital kitajsko študijo. Jo imate tudi v knjižnici, ne? Imate, no. To knjigo sem prečital, seveda, beljakovine so to, ne? Pri beljakovinah 20%, če imaš ti beljakovin, je to krasna podlaga za raka. Če imaš pa samo 10%, se pa že da regulirati, da rak ne more napasti. A veste, ampak ko enkrat rak napade, ti ne bo nič pomagal, da všel ti na 10%. Bo pomagal. Boš mogel kakšno močnejšo metodo sprejeti. Ampak preventivno se pa to da. In v kitajski analizi, da to enkratno povedam. In jaz sem se odrekel zdaj palačink, pa tiste krasnih kremšnit, ne, pa kavico smetano, to sem črtal. Ampak še nisem na surovi hrani, še daleč od tega, ker surova hrana je pa hud preizkus. A veste, to se pravzaprav kar malo izločeš. To takrat, ko to začneš jesti, si kamerkoli povabljen, veste, jaz sem pa samo solato. Zakaj pa, ne, in moraš imeti cel predavanje, da jim dopoveš, da ti ne moreš to jesti, ne, ker se to nekaj greš. Ja, pa kaj se pa greš, pa sej, poglej, koliko je to dobro skuhati, ne, in je to vedno konflikt. Tako da, pravzaprav, jaz sem to držal 8 mesecev, potem sem šel v hribe, sem enega pedel na Triglav in je bil tak napor, da sva komi na mali Triglav prilezla, sicer v snegu. Potem sva šla pa dol, se pa on bavil, sem mogel pa še njegov rudljak vzeti. In pri vsaki stopini, ki sem dol stopil, se je netopil drgnje. A veste, in kole, pa drugo, njemu sem pa noge podlagal. Da sva se stopila iz malega Triglava, sva porabila 3 ure do Krederce. Jaz sem bil tako zmučen, sem šel dol, sem prosil, da so mi dali eno tole, eno pašto šuto. Jaj, koliko je to dobro. In sem začel jesti. Veste, te napori so sicer v redu, ampak pri surovi hrani, to se pravi samo pri solati pa pri jabolkih, je to kar malo težko. Zato pravim, ne, tale je res hudo. Ko se mu diha. Tako, jaz sem vam tole zato razlagal, da boste lahko te stvari čitali. Koliko boste pa lahko, to bo pa od vsakega od vas odvisen. Koliko se bo upal, koliko je presep, koliko ima pogoje, da to lahko.
A veste, jaz sem vam tam razlagal Omen, A smo peli. To je vse vibracija. To so vse glasbene variante. In ko vi pojete, se vam duša sprosti. In pojete doma, plešte, ker boste s tem, ko boste plesali, ko boste peli, boste dobili voljo do življenja. Boste se razpoložili, boste začeli živeti. Če pa ne, pa veste, pa spet imam toliko denarja, pa spet joj, pa spet tele računi, pa tele položnice, pa teme, pa to. A veste, to nas stiska. To je vse ego. Ego bi rad, da bi bili vsi, kaj s tem, predsedniki države, razumete, vsi ne moramo biti, ne. Ampak v tistem, kar imamo, lahko tako poslujemo, da imamo zadost. Pa ne, da vam rečem, zdaj pa nehajte jesti. Ampak nekaj naredite za sebe, da se boste boljše počutili. Lahko sem eno izkušnjo povem? Ja, prosim. Glede na to, da po imaš program modelom za četrtič, sem ugotovila, da rabim manj hrane. Veliko manj hrane rabim. Imam pa eno slabo izkušnjo, no? Ko sem začela s procesom. Jaz imam rada vino, rečemo, pijem vino, ne? Jaz bom povedala nekaj grdega, ne? Poslušajte, nič ni grdo. Vse, kar kdo pove, je to biser, če pove iz izkušnje. Ko sem začela s procesom, sem začela piti šnops, ker v življenju nisem. In me je to zelo zmotil, strah me je bilo, da Jožka, da sem poklicala. Moram reči, ko sem šla četrtič, ga nisem več niti povohala, niti popila. Bilo je eno tako obdobje, ki je minilo, ki je prišlo in minilo. Tako ko gre. Ja. Ni enostavno. Te rane, ko jih imamo v sebi, se odprejo. In skozi dihanje, skozi trening se te rane zaselijo. Tako da, kolikor nas poznam, za nobenega ni bil ta proces enostaven. Za nobenega. Ampak, če hočete na višji nivo, je treba nekaj narediti. Na sebe nekaj treba narediti. Veste, jaz sem tudi bioenergetik. Jaz sem se pri Kitajki pozdravil, sem rekel, pa to, če sem se to hitro pozdravil, pa to bi jaz poskusil tudi zdraviti. In sem pogruntal, kako bom lahko prijatelje ali pa sorodnike zdravil. In sem jih nadalje zdravil, enem sem povedal, enem pa nisem. Veste, to se ne sme delati. Ne smete enega zdraviti, če on ne da pristanka. Ne, to se ne sme. Ampak jaz sem bil takrat tako zagnan, sem rekel, če pa to mu bom dobro naredil, da se slabo, ne. In res deluje, deluje. In tudi tiste sem obiskal, ko nisem povedal. Sem videl, da me lepo sprejemajo. Kot da vejo, da jaz nekaj dobrega želim. No, potem sem šel pa še k Domančiču. Še Domančiča naredil. In tole Anjo, ko si imenovala, ko bo prišla predavati, ta njena asistentka verjetno. Jaz sem jo samo gledal in ker si enkrat v tej energiji, jaz samo vidim in vem. In zato
ko enkrat prestopite eno mejo. Jaz ga grem samo pogledat, pa vem, kaj dela. Tole, ko grem v točko. To sem šel gledat Bracota. A poznate Bracota? No, jaz sem šel to gledat, pa se to ne znam, to je točka. To je točka. Veste, čim grem jaz v točko, pa da vi mene gledate, pa da si pri sebi zaželite nekaj, kar bi za vaš zdravje, pa za vaše dobro, se vam to začne uresničevati. To je to. To je to. To je Bratov sistem. Ne? Ampak on ima tam, kaj s tem, 6 psihologov, ne? Ko vse pripravijo, rožce je treba tako utreti in te stvari tečejo, ima naštudirano celo proceduro. Jih pride po 80 naenkrat. Pa čist manj plačajo, kaj s tem, 2-3 evre, dobijo za tisti čaj. Ne? In Braco zdravi. Ne? Braco zdravi. Ima, poseduje točko. To je točka, to je pomembno. Vsak od vas, ki bo imel točko, lahko stopi tukaj gor, isto bo delovalo. Čim se vi osredotočite na točko, začne energija delati. In jaz, ko vas gledam, začnejo avre rasti. In eni imate krasne avre, ampak te avre niso samo tukaj. Te avre se porazporedijo po celem prostoru. In je cel prostor poln energije. Zato vam razlagam, da boste vedeli, zakaj gre. Bracota sem videl. To Arijo sem na televiziji videl. Jaz to zdaj že delam. Jaz to zdaj že delam. Drugi so šli kaj, so plačali 1400 evrov za 3 stopne. In pravilno, ne? Zakaj ne? A veste, to je, če enkrat obvladaš energijo, lahko jo začutiš, lahko veš, lahko vidiš, probaš in vidiš, da gre. To je čisto enostavno. A veste, smo v novi dobi. Mi smo to pristopili v decembru, ko smo rekli, zdaj pa konc časov. Ja, ne, točno, konc časov. V trenutku je treba biti. Zdaj, a nam to uspe 2 minutke na dan? Ali nam to uspe 15 minut? Ali nam pa uspe več? Ampak to je konc časov. Časi so drugačni, neč več. Za tiste, ko je pa samo v času, so pa vedno hitrejši. To je tako kot centrifuga. Vedno hitrejši se vrti. Vedno hitrejši. Zato me ne zmanjkuje cajta. Seveda ti zmanjkuje, se vsem zmanjkuje. Prej zdaj pa ti ne bo. Ne. Ja, to je to. Veste, različno doživljamo. Te stvari različno doživljamo. In za ene je to strašno huda zadeva. Za druge, pa neč ne, pa krasen, je pa svoboda. Kar usete se, kar izvolite. Veste, te stvari, kolikor kdo lahko, to je tako kot posod. Ko smo bili mladi, smo dvigali uteži jedni 200 kg in drugih je pa 150. Ampak tako je bilo. To je,
koliko je kdo uložil, koliko je kdo se potrudil. Toliko je pa lahko potem to naredil. Ne, brez truda pa ni nič. No, jaz se bom postavil tam v točko, potem bomo pa še povabili malo tist, koga zanima, a ne, kako se z bioenergijo zdravi. Ne, tako da bomo sva rekla tako. Ok. Kaj sem vprašal? Ja, Ko ste vi v točko postavil, kaj to pomeni zdaj za nas? Da se prepustimo, da se ne koncentriramo? Vi, ko ste čist novi, Ja. boste mene gledali v oči. Aha, Jaz bom tam gledal eno točko, vi boste pa mene gledali v oči in ko boste mene gledali v oči, ste že v točki. aha. Ja. In če ne boste mogli skozi gledati, lahko tudi stran pogledate pa ponovno. A veste, če vas zapeče oči ali karkoli, ne? Tako da ni treba, da bomo pa morali, ne? Pa ne se premikati, boste čim bolj sproščeni. Ja. Ja, tako.